Ariana ve, da je treba vrteti vsaj 20 minut in da se gajžele začnejo vrteti tako rekoč same, ko dobijo zalet, tudi brez elektrike. Nihče ne zna točno pojasniti, zakaj, ampak tako pač je. Je res je videti, kot da bi moška že skoraj da vrtela z nogami v zraku. Telo v gajželah vse bolj zamolklo udarja ob lesene stene. Pridi. Ariana preudarno oblikuje besedo. Vidra v grozi odkimava. Ni časa za pregovarjanje in še vedno ne smeta govoriti. To, da so fantje zaslepljeni z vrtenjem, je treba izkoristiti za pobeg. Ariana se dvigne in brez besed stopi na prvo leseno stopnico. Konstrukcija se tiho, vendar občutno zamaje. Toda droben šum zdaj ne more vzbuditi njihove pozornosti. Obrne se in skoraj jezno pomaha vidri. Samo da ne bo ponovno odpovedala od strahu. Težko jo bo tiho vlekla navzdol po stopnicah. Vrtenje se nadaljuje, obrat za obratom. Mladi ženski se spuščata, stopnico za stopnico. Ogenj jima gori pod petami. To ima celo dobro dene, ker sta premraženi in utrpli, drgetata od groze. Ariana čuti mravljince po telesu. Ve, da so od strahu. Adrenalin ji vedno požene mravljince po telesu. Če se bo premikala, jih ne bo več. Hrepeni za trenutkom, ko se boste lahko spustili v dir. Vidro strah sili na bruhanje. Misli, da je pozabila teči. Nič strašnega. Prej je mislila, da se je pozabila premikati. Še prej, da je pozabila dihati. Na polovici sta. Vrtenje je dobilo zalet. Truplo ropoče. Ariana ne ve, zakaj je pomislila na truplo. Ne more biti kar tako mrtva. Ariana je v resnici pomislila na svojo mamo. Na žensko, ki jo je omenjal Otmar. Na tisto, ki naj bi jo mrtvo vrteli v gajžulah. Županjino prijateljico. Tukaj se res že vsem trga. Oditi morate od tu. Nič več ju ne bo ustavilo.